Lep in prijazen dan vam želim in vam prikazujem ta les. Vendar ta les ima neko vsebino in neke namene. No, pa vprašajmo tiste, ki to vedo ali pa ki so z nami, da nam bodo to razkrili. Živjo, Alenka. Dober dan, pozdravljeni. A lahko predstaviva, kaj pomeni vse to okoli naju? Da, ta les, ki ga vidite tukaj, je namenjen oglarjenju. Oglarjenju. In oglarjenje je? Oglarjenje vam pa zdaj preberem in povem. No, pa dajva. Pred nekaj stoletji so v Julijskih Alpah, tukaj gor, to so vse Alpe, Julijske Alpe, prevladovali bukovi gozdovi, ki pa so bili zaradi oglarjenja močno spremenjeni. Fužinske peči in talilnice, koksarne in kovačije so namreč za svoje delo potrebovale veliko energije. Fužinarstvo je vrhunec doseglo v 19. stoletju. V zlati dobi je bilo na tem območju, ne boste verjeli, več kot 1500 kopišč. Kopišče so oglarska kopišča, tako? Ja, prav. Sigurno. V okoliških gozdovih so kuhali oglje vse do 50. let 20. stoletja. No, takrat smo pa, še nismo bili rojeni, ne? Ne še. Ob kopiščih so najpogosteje postavljali preprosta, trikotna oblikovana prebivališča iz lubja, imenovane kožarice. To je tamle, naravnost. Ja, to je to. Aha, ok, se vrnimo To so nazaj. kožarice ali lubarce, ki so bile primerne le za spanje. No, zdaj pa, če se lahko približate, pa to pokažete, kako je tale kopa se delala. No, pa je To pa je bliže. oglarska kopa na Mežakli med obema vojnama. Potem to je pa sejalnik ali korba. Oglarji so pri svojem delu uporabljali sejalnik ali korbo, grablje, vile, tovko, bat, kovano kljuko ali ak za razkopavanje kope, kriv nož ali groso za obrezovanje smrečja, dolgo palico ali bukavnico in merilnik ali žirgelj. Merilnik ali žirgelj. Aha, in kako je potekalo kuhanje oglja? Dajva še to pogledati. Pa še to poglejmo. Kuhanje oglja poteka pač na poseben način, ki je znan že stoletja. Oglje so pridobivali oziroma še danes to velja, iz lesa listavcev in iglavcev, najpogosteje pa uporabljajo bukov les, okroglice ali cepanice, dolge do 1 meter ali 1,5 metra. No, to pokažemo najprej. To je tole, ne? Ja, to je tole, pa še tam Pa tam zadaj še, prav. Ja, Ja, to naprej. so cepanice. Okay. V kopo zloženi les najprej pokrijemo s semrekovimi ali jelovimi vejami. Nato pa z 7 do 12 cm debelo plastjo prsti. Si predstavljate? Seveda. Dovod zraka in odvajanje dima uravnavajo z vrtinami v prsti. Kope se pa razlikujejo po količini drv, po številu skladov in spodnjem premeru. Vsebujejo lahko od 10 do 80 kubičnih metrov lesa. Veliko. To je kar veliko, ne? Veliko, Od male do velike kope. Veliko. Kopo zažgejo skozi stržen. To je tukaj, ne? Stržen je tole. Ogenj se od ognjišča na dnu stržena širi proti glavi kope. Od tukaj se širi proti glavi kope. Za oglenitev ali kuhanje oglja je potrebna
temperatura 240 do 280 stopinj Celzija. Čas kuhanja je odvisen od vrste in osušenosti drv, načina zlaganja, vremenskih razmer in pazljivosti oglarja. To pomeni, da je oglar mogel vedeti vse. Ko je kuhana kopa ohlajena, sledijo čiščenje in razdiranje kope, priprava oglja za odvoz ter priprava kopišča za naslednjo kopo. Dobro kuhano oglje je svetlečo črne barve. Od prelomih pa nastajajo ostri robovi z drobno vidno strukturo lesa. In še zanimivost, Ali ste vedeli? Iz kubičnega metra bukovega lesa lahko pridobijo, koliko mislite kilogramov oglja? No, po mojem 100 kg. ja, res je, verjetnost od tam vidite prebrati 100 kg. No. No, pa pokaživa še, kako si gleda oglar. No, to je stržen, ki gre do konca kope. Tukaj je in glava, istočasno je tudi glava. Potem so to skladovi, ne? To so različni skladovi teh lesenih delov. Lesa, seveda. To je pot, ne? Potem so te skladovi in ko tukaj le pržge oglar ogenj, gre dol ogenj, potem se pa dela naprej in kuri in Pri teh 240-280 stopinjah Celzija. Tako. In zdaj stopijo še semlje in takrat, ko so prosti, ko to vse normalno poteka, se seveda preselijo sem, si prižgejo znamenito fajfo in ja. začnejo jesti in piti, kar imajo s seboj, seveda. Še znamenitost, konec vsako leto, koncem julija, to bi moglo biti nekako v temle času, bojo nekje eno kopo razgrili, ne vem, kje imajo zdajle tle kopo, jo ni videti, in naredijo cel postopek, zgodovinski postopek, ko je to potekalo včasih. Danes je to popolnoma drugače. Bomo pa šli. Ja. Lepo se imejte in hvala lepa. Adijo, nasvidenje.